O podukih finančne krize, komentar dneva, Rado Pezdir. Lekcije, ki bi jih morali vleči iz trenutne finančne krize, bodo, kot se zdi, zaobšle Slovenijo. Ne samo, da se nikakor ne neha neskončna tirada o apokalipsi in dokončni razrešitvi pred neoliberalizmom, celo več, v obdobju, ko bi morali biti zelo racionalni in pragmatični z vidika pravne regulacije in javnih financ, so interesne skupine skupaj z dobrim delom slovenske javnosti enostavno podivjale. Pustimo ob strani vprašanje dviga pokojnin in minimalnih plač. Pozabimo celo na nacionalizacijo dobičkov kot instrumente reševanja krize. Pomislimo raje na idejo, da bi država z denarjem davkoplačevalcev reševala podjetja. Seveda podjetja, za katere že 15 let vemo, da bivajo zgolj v komatoznem stanju in jih trenutna kriza jim pride prav kot navaden izgovor, da potrebujejo državni denar, torej vaš denar, sicer bodo odpuščala. Še več, kot smo imeli prejšnji teden priložnosti videti, je največji kolhoz, ki je nastal z državno intervencijo, prišel na plan z idejo, da bi del njegovih naložb po nekem kratkem obdobju, ko jih je odkupila država, leta odkupila nazaj. Razlog? Finančna kriza seveda, resnica, investicije, ki so se zataknile kolhozu v grlu. Ob tem seveda čestitam odličnemu poslovnežu Šrotu, ki zna vsako priliko odlično oceniti in obrniti v svojo korist. Pregovorno nacionalističnim Slovencem pa želim čim več podobnih domačih lastnikov, ki bodo poskrbeli za njihov nacionalni interes.